Dobro jutro, en lep kolesarski pozdrav. Odpravil sem se na 2-urno vožnjo. Vmes vam bom pa povedal zgodbo o tem, kaj je naredil Simon iz Poljanske doline. Danes je sobota, velik svetovni praznik, 1. maj, praznik dela. Ob 9. dopoldan prijetnih 17 stopinj Celzija. Video najbrž gledate z 14-dnevnim zamikom, ker se mi kompičijo posnetki v montaži. Za prvo vožnjo v maju sem si izbral smer proti Ajdovščini in računam, da zaradi praznika ne bo lih preveč prometa. Za mesec maj sem si zaenkrat dal na Stravi 2 challengea, vsaj 400 km in vsaj 1 stotka. Potem bomo pa naprej videli, kako se bo mesec odvijal. Kot ste lahko videli, je za nami najhladnejši april v zadnjih 20 letih. Iz mojega kolesarskega vidika je bil pa vseeno kar precej uspešen. Naredil sem 1 stotko, 7500 višincev in nekaj malega čez 800 km. No, in ko se že ravno peljem proti Ajdovščini, sem se spomnil na eno zgodbo, ki mi jo je v aprilu pričaral Simon iz Poljanske doline in sem se po daljšem razmisleku odločil, da jo delim z vami. Nekateri verjetno že veste, da imam narejen profil tudi na Instagramu z enakim imenom Road Bike Adventures SLO. Instagram ima možnost, za razliko od YouTubea, tudi pošiljanje zasebnih sporočil. In tako jaz ten dan v aprilu dobim sporočilo od Simona, s katerim se sicer ne poznava, ampak me spremlja na YouTubu in na Instagramu. In on meni lepo napove, da bo prišel naslednji dan v Ajdovščino, kjer ima čebele, in ko bo z njimi opravil, bo imel seveda s sabo tudi kolo in bo naredil en giro do Nove Gorice in nazaj. No, in tako sva bila po 2-3 sporočilih dogovorjena za naslednji dan. Mislim, da se je šlo za soboto, nekje popoldan, okrog 3-4, ker on ni točno vedel, koliko bo imel dela s čebelami. V štartu sem celo mislil, da bom jaz tisti dan naredil svoje kolesarjenje že zjutraj, tako da bi Simona počakal samo na kavi v Novi Gorici, ampak pol se je tudi meni dan tako obrnil, da sem šel kolesariti lahko šele po kosilu. Da je prišlo do spremembe plana, sem mu tudi napisal, tako da bi lahko vedel, da bom jaz kolesaril popoldan v smeri proti Ajdovščini. Ampak odgovora ni bilo. Ben, kakorkoli. Jaz sem se potem kmalu po 12. uri odpravil na kolo v smeri proti Ajdovščini in računal s tem, da bom nekje ob 3-4 popoldan tam, ko bo Simon pripravljen za svoje kolesarjenje. Zapeljal sem se do Dornberka, pogledam sporočila, nič ni odgovora. Zavijem branik, pogledam, ni odgovora. Se dvignem na Štanjel, potem sem šel še čez Manče, v Vipavo. Tam je bila ura že okoli 2 popoldan, še zmeraj ni bilo odgovora. In kaj, od Vipave do Ajdovščine je 7 km, oziroma dobrih 15 minut s kolesom. Nič, sem se odločil, zavijem desno, vrh polje in šel vzpon gor proti Colu. No, in ko sem pa že bil na tistem strmem vzponu proti Colu, pa dobim sporočilo od Simona, da je končal s čebelami in da bo v kratkem s kolesom pripravljen v Ajdovščini. Tako nisem niti vozil gor na Col, ampak sem kar zavil levo dol v Ajdovščino, kjer sva se dobila in skupaj odkolesarila proti Novi Gorici. Po glavni cesti sva šla samo tam, kjer ni nobene alternative. Sicer pa sem mu razkazal vse možne stranske cestice, ki jih ne boš našel, če nisi domačin. Prav sem tuhtal, da te bom tle nekje videl. Res? Ja. Ven, bodi fajn. Se ga vidimo? Ajde, čau. Hkrati je to tudi pomenilo, da se on lahko vrača iz Nove Gorice nazaj po glavni cesti, pa da se pri tem ne bo prav po isti cesti vozil nazaj. Celo pot do Nove Gorice sva klepetala, kot da bi se poznala že od osnovne šole naprej. V Novi Gorici sva šla pa še do Perle, kjer sva lepo na sončku še 1 celo uro kofetkala. Jaz sem imel 80 km, on pa se je mogel vrniti še do Ajdovščine, tako da tudi njemu ni ušlo 50. Evo in glej, na koga jaz naletim po poti.
Moja soproga se je tudi odpravila na kolesarjenje. Kako je? Odlično. Jaz sem bil presno, čau. Ok, čau, čau. Ja, sva vsak na svojem treningu in brez veze, da si motva drugemu tempo, tako da se bova dobila doma. Zdaj, če se še komu zdi taka ideja zanimiva, pa če boste kaj kolesarili po goriškem terenu, če bom imel čas in če bom doma, se vam lahko pridružim, nobenega problema ni. Vam razkažem kakšne zanimive kotičke, malo poklepetamo, se spoznamo in to je to. Tisti dan kamere nisem imel s sabo, niti selfija nisva naredila, tako da je diskretnost popolnoma zajamčena. S sabo prineste potrdilo o cepljenju ali pa negativnem testu. Ma ne, hecam se, dej. Rabite samo malo dobre volje, kavo plačam pa jaz. Tako, jaz sem pa spet okrog. Tu bo okoli 55 km v 2 urah. Lepo sem izkoristil 1. maj, srečal še prijatelja in potem še soprogo. Link od Strave bo od spodaj v opisu videa. Vsem kolesarjem želim srečno vožnjo in čim več kilometrov. Vsem gledalcem pa hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.